Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. V moji družbi je danes ena čudovita ženska, igralka, ki je v zadnjih nekaj mesecih dobesedno zacvetela pred očmi slovenskega občinstva. Z vlogo Bronje v filmu Bela Superena 90 je prepričala tako močno, da so nekateri celo izgubljali zavest. O njenem življenju, delu in ljubezni do slovenske besede pa bova danes spregovorili in o marsičem drugem. V moji družbi je Leja Cok. Lepo pozdravljena. Zdravo, Petra, najlepša hvala za povabilo. Ja, hvala, da si vzela čas. Zdaj mi, da sva se že malo zaklepetali, ampak vseeno jaz vsakega gosta na začetku prosim, da predstavi 3 predmete, ki jih je prinesel in da se skozi njih predstavi našim poslušalcem, gledalcem. Kaj si danes prinesla? Ok, torej, poleg tega smo naredili tako inštalacijo, upam, da se vidi iz kamere. Torej, ja, prinesla sem stetoskop za merjenje srčnega utripa. Se pravi, pač tako je bilo. Bila sem na neki delavnici in smo v bistvu poslušali svoje srce in sem spoznala koherenco. In potem sem rekla, jaz rabim nujno stetoskop, nujno ga rabim. To je edina stvar, ki jo še rabim. Ne. In sem pač v bistvu šla gledati, kje bi se ga dal kupiti in to, ampak sem rekla, veš kaj, kdor ne pros, pa ne vpraša, kruha strada, kakšen že pregovor, no, kakorkoli. In napišem na Facebook, a ima kdo stetoskop, ki bi ga rad prodal, pa mu je odveč. In mi je res en gospod, ki sploh ga še nisem poznala, mi je napisal, ja, jaz ti lahko enega poklonim. In ta je v bistvu bil tudi on je tudi zdravnik brez meja, tako da v bistvu ima ful lepo, recimo da karmo. To je pač doktor Milan Reitmajer. Poklonil mi je Litmana, to so zelo dragi stetoskopi, ker lahko tudi poslušaš in srce in pljuča. In v bistvu zvečer, preden grem spat ali pa zjutraj, ali pa kadar mi zapaše, malo poslušam svoje srce in v bistvu je taka meni lepa poetična misel, da v bistvu poslušam glasbo svojega življenja. Prav, poslušaš svoje srce in se ob tem kaj vznemiriš, pomiriš? Poslušam in v bistvu se bolj pomirim in tako povežem in v bistvu tudi ne si čez dan, ko mi imamo ta vsak dan, mi ga sploh ne slišimo, ne? Pa v bistvu on še vedno bije. Potem pa, ko se v bistvu ležeš, pa rečeš, wow, lej ta pumpa, kar črpa, non-stop, brez da bi se jaz zavedala, hvala ti. Pač zdaj da se za trenutek zavedaš, pa v bistvu izraziš hvaležnost za to pumpo. Pa opaziš različne ritme srca ob različnih mislih, vprašanjih? V bistvu ja. Tudi zanimivo je, pač preden padeš v koherenco, se v bistvu zgodi, je tako v bistvu občutek, da te bo infarkt zadel. Prav tukaj je nek ritem, pač, ki ga ima srce, potem, ko se ti sprostiš, pa da se ona novo naštela na nov ritem, v bistvu začne ne, tako in rečeš, wow, pomir se, ne, stari, ampak v bistvu se on zdaj na novo frekvenco v bistvu postavlja, ne. Wow. Tako da ja, ful je lepo, res je lepo, pač srce je tako, meni v bistvu najpomembnejši organ, vedno bolj, včasih so mi bili možgani, pa sem pa rekla, vračaš k srcu. Ker včasih naše misli, ne, nas tudi niso mogoče sploh naše, mi se pa z njimi povežemo, pa imaš mogoče več problemov, kot koristi. Več izzivov. Da ne bomo, barvali zdaj. Zelo zanimiv, kaj je to, ritual, hobi, kako bi temu rekli? Ja, pa čisti ferbec, pa tudi recimo z Bronjo, sva si obe želeli biti zdravnici, kot mladi in se mi zdi, da je tudi to ena taka lušna povezava med nama in ja, so mi v bistvu bile vedno, sem ful rada hodila k zdravnikom, ta stetoskop sem si vedno zapomnila, kako so ga imeli naprej tako gor, pa so ga dali, pa ti poslušali, kot da je to hladna stvar, ki ti jo položijo, ne. Tako da v bistvu, se še to poveže v bistvu z Bronjo. Zelo zanimivo. Ja. Potem drugi predmet? Potem pa sem prinesla kamen, energetski kamen, septarian se imenuje. Sicer ta nastane iz v bistvu strjenih kroglic blata. To je že pač več milijonov star kamen, oziroma pač ta, kar se zgodi je, da potem skozi leta, zaradi teh geoloških procesov začnejo pronicati v te kroglice pač minerali in potem začnejo ustvarjati take lepe oblike, vzorce. In pa v bistvu ima tudi metafizične lastnosti, kot je pač
odganjanje negativne energije, pa odbijanje kakšnih ljudi, ki pač nimajo dobrih namenov s tabo, oziroma ja. Poleg tega te pa stabilizira, te pravi te prizemljuje, pa v bistvu ti pomaga, da v bistvu sprejmeš situacijo, v kateri si takšno, kot je. Kako je prav tale specifičen kamen prišel do tebe? Si ga sama podarila, si ga dobila? Res je, sama sem si ga kupila, šla sem v dolino kristalov v Šmarjeških Toplicah, mislim, da je. Ja, in sva šli s prijateljico in ti zdaj me je tudi en metuljček obisku, je bil na moji roki in to, in pa sem rekla, da si moram ta za spomin kupiti neki. In je v bistvu zanimiv, da je tudi, imam tudi zelo rada zmaje in v bistvu to je tudi zmajev kamen, kar nisem vedela do včeraj, ko sem šla še dodatno googlati. Tako da sem rekla, zdaj ga pa sploh moram prinesti. Tako da ja. To. Tretji predmet? Tretji predmet je pa v bistvu, to je pa iz Portugalske. To je fora, to se mi je zdela genialna ideja, ker so imeli, to v bistvu držiš tako, ker prijaš v bistvu eno veliko knjižnico, kjer imajo orgle in to naprej in ti imaš v bistvu lahko to portugalski experience in tle imaš kozarček noter. Se je delo za nekaj kulinaričnega. Ja. Pa pač, mislim, da so bile neke ocvrte sirove palčke in to si v bistvu jedel in tako držal in najprej sem rekla, ker sem zgleda tako kot ta paleta za slikanje, ampak ja, v bistvu sem pa obdržala kot ena tako lep spomin na Porto, ker mi je pa Portugalska res ljuba. Takrat sem šla zaradi našega filma Jama, ker smo dobila nagrado za najboljšo igralko. To je bila v bistvu moja prva nagrada zunaj. In zaljubila sem se v Portugalsko in v način življenja, kako Portugalci živijo. Se rekli pač, da vse je umetnost v njihovi kulturi, pač kako piješ vino in tako, pač vse, kar konzumiraš, vse, kar vidiš, vse, kar doživljaš. In se mi je zdelo ful lepo, tudi zelo te cenijo kot umetnika tam, se ne pravim, da kaj manj ali pa karkoli, ampak nekako se mi zdi, da se bolj zavedajo, kaj dejansko pač je doprinos umetnosti. Kdaj se zdi samo tako, da nekaj lepo delamo pa to, ampak se mi zdi, da vseeno umetnost je nekaj, kar gre v bistvu v globino, recimo umetnik gre v neko globino svoje duše, tam v bistvu raziskuje, koplje, potegne v nek vzorc, ki se v bistvu ugotoviš, da je kolektiven, in ga v bistvu predočaš ljudem za to, da je tudi njim olajša življenje, pa jim daš občutek, da niso sami v tem. Tako da ja, I love Portugal. Kako pogosto se vračaš tja, kdaj imaš kaj v načrtu? Ja, v bistvu bi res lahko še šla kaj. Nimam nič v načrtu, ampak priporočam vsem Porto, pa tudi Braga, absolutno blizu je tudi Bom Jesus, ki je pa najbolj odbita lokacija z nekimi cerkvami. Te menihi so iz drevja ustvarjali ograje, pač noro, tako da so jih razvijali, se pravi, so jih gojili in jih vezali očitno in tako da v bistvu je čarobno tam, no. Se rada vračaš? Ja, mislim, se bom z veseljem vrnila, ker sem bila samo enkrat za enkrat. Ampak, ja, zelo, tudi tako, no, oni v bistvu že od otroštva, se pravi, otroče berejo, pa jih v bistvu že vlačejo v knjižnice, in na opere, vse tako v bistvu so zelo, veliko dajo na to, no, in vidim, da tudi so totalno veliko bolj sproščeni ljudje, pa veliko bolj na nek način kreativni, ja. Kdo pa je tebe upeljal v ta svet umetnosti, igralstva? Si bila že od majhnega tako čuteča, odprta za vsa doživljanja? Se mi zdi, da zelo absorbiraš vse, kar se dogaja okoli tebe. Ja, res je, ponotranjem, veliko tudi šoke, kdaj pa potem nekako naučim se to sprocesirati. Ampak ja, sem bila že od majhnega v bistvu zelo žvahna, tako sem prav zase rekla, da sem žvahna. Veliko sem ljudi nasmejala, pač vedno je bilo nekaj, vedno sem se malo razkantala, malo štorasta, tako da vedno je bilo, in sem bila malo, saj smo vsi drugačni, posebni, ampak sem kar v redu štrlela, no, sem imela pa tudi v osnovni šoli, pa tako kar izzive, ampak po drugi strani je pa v bistvu lih ta stvar bila dobra, zato ker sem se pa naučila biti tudi sama sabo, tako da nekako mi je bilo to poklonjen, pač vedno, kar sem nekaj risala, pa je v bistvu dobro izpadala, ali sem se nekaj pač dotaknila, pa je tudi dobro bilo, tako da me je v bistvu to zbral. Potem pa kot najstnica, jaz tak tega ne bom, jaz vem, kaj hočem, čeprav ne vem, ampak
Sem tako v bistvu se izogibala in vztrajala, da bom jaz zdravnica, ne. Ampak potem, ko je bil pa dan odprtih vrat, ko sem šla pa na akademijo, ko je imel Branko Šturbej govor o tem, kaj igra je, sem rekla, wow, to je to. In v bistvu bila potem tudi sprejeta. Zdaj na študiju, na akademiji krožijo razne govorice o teh sprejemcih zelo glasnih. Aha. Kako si ti to doživljala? Jaz sem doživljala to zelo kot nek spoštljiv obred celo. Se pravi, pač ja, je napetost, je, a ne, veliko ljudi, ki si tega želi in tako. Ampak v bistvu pri meni je bilo čisto simpel. Se pravi, prišla sem tja, rekli so mi, da imam najprej eno improvizacijo, da plešem z enim ful lepim moškim v diskoteki in da potem pride ena druga ženska in da mi ga spelje in zdaj kar boš naredila. Tako da pač jaz sem zaprla oči, pa tam plesala, pa si mislila, joj. Zelo življenjska situacija. Ja, pa sem itak, a ne, bila zelo vehementna in potem se v bistvu skoraj da ne stepla s to žensko in tako, ne, bila kao. Se zdaj pomislim. Ja, potem pa v bistvu, kakor si bil pa potem pripravljen, se pravi 3 monologe, ki si imel pripravljene, so ti enega zbrali, potem so ti pa malo spremenili okoliščine ali pa rekli, zdaj pač recimo, če je monolog žalosten, da zdaj povej ga to veselo, a ne, da vidijo, če ti lahko pač se transformiraš občutje, pa v bistvu ga potem, da nisi tudi nadudlan teksta, a ne, da pogledajo, se nekdo sam nauči, pa to. In ja, v bistvu je bilo ful lepo, pač to je bil v bistvu prvi krog, pol v drugem krogu smo pa imeli te preglede različne, zdravstvene, to, da pogledajo, če imaš tudi, da je fizionomija relativno ustrezna. Potem pa so še te plesni pa pevski preizkusi, pa v paru, potem še ena improvizacija, pa en tekst in to je to bilo. In kako te je ta študij izoblikoval, pripravil na potem pravi igralski poklic? Definitivno sem se začela v bistvu prvič ukvarjati sam s sabo, ne. Zelo malo je pač fakultet, ki dejansko rečejo, da ti malo poglej vase, da ti natreniraj malo svoj glas, da ti natreniraj svojo pozicijo telesa, ne, ker, ne vem, videla sem, da moj glas ne pride ven iz mene tako, kot bi mogel, in pač, ko sem začela raziskovati, sem v bistvu videla, da imam podplate deformirane, in ker so podplati deformirani, moram pač se treba postaviti na novo mojo postaturo, a ne, in v bistvu se nekako, a ne, to so bile bolečine hude, ampak tako, a ne, sem pa v bistvu preprečila tudi mogoče ko bom starejša, a ne, če tega ne bi mogoče bile poškodbe, pač potem gre iz gležnjev na kolena, iz kolena na kolke, a ne, tako pač je. Tako da to je recimo prva stvar, ki je definitivno, da se sploh naučiš ukvarjati sam s sabo. In to je po moje najbolj prva stvar, ki jo v bistvu v življenju rabimo, a ne, da vemo, pa že sebe poznamo, ne, saj že na delskih na preročišču piše gnoti se v ton, pač spoznaj samega sebe, a ne. Da je to pač izhodišče sploh, ne, to ni nek luksus, ne. Čeprav pač danes se mi zdi, da malo izgleda, kot da je to luksus, da se ti zdaj sam s sabo ukvarjaš, pa zdraviš, pa to, ampak jaz mislim, da je to pač osnovna higiena, ne. In kaj se ti je dogajalo, ko si kakšne te dele odkrivala, verjetno, ki ti niso bili preveč všeč? Kako si se s tem soočala? Ja, težko je sprejeti nekaj, kar pač ti ni všeč, a ne, ampak in definitivno pač, ko začneš po tej poti hoditi, ne, se res počutiš v bistvu kar ogabno ali pa nevredno. In v bistvu ugotoviš, da vse te, ko si ti spoznal vse te vejice, a ne, v bistvu so zrasle iz nekih korenin, ko v bistvu je vprašanje, če so dejansko sploh tvoje, ne, spet, da sem se identificirala s tem. Tako da pa začneš sekati, ne. Pa vidiš, tudi pri sekanju ni fore, ker lahko se spet na novo razraste, če ne izkoreninaš. In pa v bistvu sprejmeš, pa hraniš neke druge stvari, a ne, te, ki so tvoje prednosti, in v bistvu vidiš, da je tisto odmrl, ne. Pa ko si se vračala k tem koreninam, je bilo veliko razčiščevanja s preteklostjo, s predniki si se spraševala o starih starših. Ja. To je ponavadi del tega procesa. Absolutno. Jaz sem tudi zelo, jaz sem dosti, pa ne bom rekla zdaj tradicionalistka, ampak verjamem v to, v družino, verjamem pač v neko spoštovanje, sprejemanje znotraj družin. In pač ja, vsaka družina ima tudi svoje zgodbe. Ja, definitivno je nek obračun ali pa karkoli, samo po drugi strani pa, če njih ne bi bilo točno takih, ki so, mene ne bi bilo točno take, ki sem, in pač sprejemam v bistvu tudi dediščino, a ne, ki tudi ni prijetna, ampak paradoksalno se vedno
se mi zdi v življenju, da se izkaže tisto, kar imaš ti največji odpor, pa kar najbolj rečeš, ne, nočem, ne, tam, kar je največ tega, je v bistvu tam tudi največji potencial. Ne, tako da v bistvu iti čez to je v bistvu najbolj važno, da se v bistvu razkrije v bistvu, kaj je za vsem tem. Primer pri meni, ne vem, pisanje. Ne, se pravi, moja dva starša sta v bistvu zelo veliko brala, pisala in tako naprej. Jaz nisem zelo slabo brala, a ne, mislim, nisem rada brala, raj sem laufala naokoli, pa skozi neki ADHD. In pa pač moji seji v srednji šoli so bili šut za šutom, ne. Profesorica rekla, jaz upam, da se nikoli ne boš ukvarjala s kulturo na ta način, ne. Zdravo! Ne. Ampak, in se pravi, ne, in tam je bil pa spet moj največji potencial, ker sem pa se je potem izkazal kasneje, a ne, da ko sem pač nisem uspela se več tako gibati in to naprej, ker me je pač, sem bila pač malo bolj bolna, in takrat sem pa lahko samo pisala, ne. In sem v bistvu videla, wow, lej, tam, ker sem imela največji odpor, pa ker se mi zdela najbolj brez veze, a ne, je v bistvu nekaj lepega se rodila, ne. Tako da jaz vas spodbujam, da vse, kar vam gre čez glavo, da ne bi, je mogoče lih to, da bi. Če ne, pa življenje poišče pot, ne, da se najde. Ja, celo prsilite, ne. A si se zdaj v zadnjem letu kaj spraševala, zakaj ti je življenje na pot pripeljalo ravno to vlogo Bronje v filmu Belo se pere na 90? Ja, sem se, v bistvu tudi tako mi je bilo v čast, ker sem tudi Naberšnika vprašala, zakaj jaz, rekel, zato, ker s fajterca. In ja, v bistvu je bilo kle malo tudi potrditev mene, ker recimo nisem bila vedno toliko samozavestna ali pa nisem videla toliko pozitivnih stvari pri sebi, pa ne, sem tudi zelo pikolovska, vidim, če je kakšen detajl, ki mi je off, me zelo znervira, ne, in tako, in pa se ukvarjam s tem in začnem linčkati in to. In sem v bistvu nekako bi rekla, da mi je ta vloga prinesla to, da sem malo vse v bistvu oddahnila od same sebe, pa v bistvu tudi rekla, da mi ni treba vsega popravljati, da tudi nikoli ne bo pač popolno v življenju, ne, se pravi, vidno, ko si pogojujemo, ko bom to pa to, pa to bom pa to, a ne. Pač ni nujno, a ne, in tudi po večini časa se ti to ne zgodi, zato ker pogojuješ svojo lastno srečo z nečem zunaj tebe. In kle v bistvu je tudi to glavna lekcija, se mi zdi pri Bronji, ne, ona se je odločila, ona je imela to motivacijo, ona je želela. In kle mi je dal tudi veliko poguma v prvi vrsti in sicer pa ja, tudi sprejemanja same sebe in tudi te svoje empatije in tako. In da je ne rabim otopeti zato, da bi imela občutek, da imam vse pod kontrolo, ampak da zaupam, se prepustim in vidim, kaj bo iz tega. Kolikokrat v procesu snemanja tega filma so bile solze pristne, da je ekipa jokala, da vas je zlomilo, ne? Kar velikrat. Ja, bilo je kar. Zdaj, tudi moje solze, vse to, kar je bilo pač mojega ali pa oziroma sočutja do te vloge oziroma do Bronje. So pa ja, se pa spomnim, da je kdaj tudi kamerman je v bistvu gledal, ne, ko snemaš, ne, pa se je pa malo ubrisal, pa tako. So bili momenti, tudi prav začutiš v atmosferi, ne, seta, da kar en tak moment nastane, kada zmanjka zraka, pač, kada se malo čas ustavi, kada zdaj vse, pač ja, seveda veliko ekipi imajo tudi izkušnje, a ne, ali pač, da so njihovi bližnji, ali sami, in je bilo v bistvu zelo očiščujoče na nek način, ne, ker pač, če je nekaj, kar se ti je že zgodilo, pa misliš, da si že predelal, pa te spet nek sprožilce pojav, pa spet spravi to ven, je v bistvu spet darilo, a ne, čeprav je blazno neprijetno, ampak da to res v bistvu da se cela ta izkušnja transformira v bistvu v neko hvaležnost, čeprav je to zelo težko, vem, ne, vse meni se tako zdi, no. Mislim, jaz se tudi tega učim, tako da. Koliko Bronje je, misliš, da ostalo v tebi zdaj, da te bo vedno nekako spremljala? Verjetno si delček absorbirala. Ja, v bistvu lahko bi rekla, ali da sem Bronjo absorbirala, ali pa da sem v bistvu prepoznala, a ne, tudi nekako tako bi lahko celo drzno rekla, a ne, da smo vsi malo Bronje, a ne.
vsi imamo nek ta nekje globoko v nas, tudi če nam kdaj ni zaživeti, ne, nekaj želi v tebi, da živiš. Pač tvoje srce še vedno pumpa, tvoje pljuča še vedno, se pravi, nekaj želi, da ti živiš, se pravi, nek namen imaš, a ne. Zato je pač Bronja definitivno samo pač fenomen v smislu tega, da taki pritiski, ki so bili in da je, a ne, to v njej želelo, da živi in je ona s tem potegnila, ne, skupaj. In kakšen je rezultat tega, da je v bistvu napisala čudovito knjigo, film in v bistvu ljudi zdravi na nek način preko tega medija, ne kot je mislila kot otroka, ne, kot zdravnica, ampak kot to. In tle je definitivno tudi moja vzporednica, tako jo začutim, ker verjamem, da v bistvu umetnost lahko tudi zdravi. In to je v bistvu nekaj, kar bo ostalo v meni, to spoznanje, in to je mogoče ta delček Bronje oziroma te izkušnje biti Bronja. Zdaj, v samem procesu nastajanja ste kdaj začutili, da bo to tako prepričalo občinstvo? Ste upali, ste vedeli, kako kot ožja ekipa kaj ste pričakovali? Ja, zdaj prvo kot prvo je zelo dobro izhodišče, ne, se pravi roman, ki je pač najbolj prodajan bil v 2018. Ne. In nevarno izhodišče, ne? In tudi lahko nevarno, ampak spet ne toliko nevarno, kot če je bila to fikcija, zato ker ko je fikcija, recimo, ne vem, govorim Harry Potter, se zdaj vsak drugače predstavlja Bradavičarko, tudi če jo pač Rowling upiše, kakorkoli, a ne, ampak ima vsak svoje. Zdaj kle je pa v bistvu bil pa ta plus, a ne, da je imel še ta nostalgijo, jugo, a ne, ker to se pravi ljudje tudi, ki niso brali pa v bistvu knjige, recimo, ali pa jih ta tematika ne zanima toliko, pa reč, pa grejo iz Ferbca, ne, se pravi, več elementov je bilo, za katere sem slutila, da bo pač film privlačen velikem številu ljudi. Zdaj, to je zdaj ta moj racionalni del, a ne, to, kar preračunavamo, pa vidimo, kje smo. Zdaj, ta emotivni del, pa v bistvu sem bila nesigurna, pa ne zato, ker ne bi verjela v ekipo ali pa karkoli, ampak nikoli ne veš, ne, dokler tega produkta ni kot tacga, se pravi, jaz odigram, začutila sem momente, a ne, v redu mi je, ampak zadnji dan snemanja se spomnim, oziroma, ko je bil rap, in sva z Nabršnikom sedela za mizo, ekipa je praznovala, midva sva pa v bistvu takole bila, ne. Marko, misliš, da bo? Pa tako, upam, jaz tudi, ne. In so bila v bistvu čisto drugam, ne, imamo film, ne, čeprav smo ga imeli, ampak v bistvu do takrat jaz se ne morem čist sprostiti pa reči, ja, to je hit, to bo, ne. Si želim biti, da je tako toliko samozavestna, ampak kraj imam malo distance, to je pa tudi zato, ker velikrat, ko sem imela tudi v srednji šoli občutek, da mi je matematika šla ful dobro na testu, je mami še sam parila se za glavo, še en šut bojo, ne. Takrat pa, ko sem prišla malo pohlevna domov, rekla, upam, da bo, ne, pa bila 3, ne, tako da So ene travme iz preteklosti. Ja. No, ampak vseeno, ne, uspeh se je zgodil, zdaj ljudje so odrli, še vedno si ogledujejo ta film in odzivi so res, ljudje jokajo, paketi ropšk so porabljeni, kot sem omenila v začetku, ne, celo zgubljajo zavest. Ja. Ste pričakovali, da bodo tako močna čustva prišla na plan? Redko, mislim, da še ni bilo slovenskega filma, ki bi ganil tako, ne? Ja, premaknil dobesedno, ne. Za ropčke sem bila malo bolj prepričana, ker je res taka tema. Zdaj zato, kar se tiče pa zavesti, pa niti malo ni bilo v nobenemu v ideji, dajmo narediti tak film, da folk pade skup, sploh ne. In to se je pač od prvič zgodilo šele v Sarajevu, ne, ko je bila premiera in so ustavili projekcijo in smo rekli, aha, ok, kle smo mi. Zdaj, kaj je pač razlog, imam spet več teorij, zakaj ta padec skupaj se zgodi. Ena je ta, ne, da so recimo, tako se mi zdi procentualno, kot sem uspela spremljati, se mi zdi, da je bilo več moških kot žensk. Se pravi, v bistvu ženska ima že a priori malo višji prag bolečine zaradi, a ne, naše funkcije, ki je pač rojevanje življenja in tako naprej. Malo je to pa tudi v bistvu naša tendenca je bolj pri tej skrbi in tega imamo, se mi zdi, da malo večjo toleranco na nek način.
Potem pa druga stvar je, ne, žena reče možu, pet greva v kino, jaz hočem iti v kino, belo se perne, 900, ona je zdaj dobro knjigo prebrala, obrnila, gor dol, ne, se upremljam, robčki tukaj, ne. Može pa reka, da je pet, no, kaj je iz 80-ih, pa boš malo gledal, veš, kakor bo včasih, pa Zrnec igra, veš, ne, malo je tudi smešen, pa reče, dobro, ajde, grem ženo Zrneca malo pogledati, da vem, kaj je, ne. In pač ne pričakuje pol te scene, ki je pa v bistvu, ja, je pa tudi zelo neprijetna, če imaš malo empatije, ne, in da si sam pač predstavljaš, pa sočustvuješ, a ne, te v bistvu lahko zaboli in pač v bistvu ljudje ne padejo skup med prizorom, oni padejo, če padejo, po. Se pravi, ko začnejo možgani šele procesirati, ne. Zdaj, če prav razumem, večkrat moški izgubijo zavest pri teh projektih. Ja, zaenkrat sem jaz, kakor sem uspela ujeti, je bilo več moških kot žensk, ja. Tako da je pač to tudi neka... Ja, vodite kakšno statistiko, koliko ljudi je že padlo dol v pogledu filma? Tako posrečena bi bila. Ja, ne tvoj nečak je tudi, ne, če se... Ja, res je. Dvakrat, ja. Rekole, jaz ne bom še uspel, bom malo še počakal, absolutno. Tudi ful empatičen človek, pa čudovita oseba, pa rada se mava, ne, in so vse te... Tle se v bistvu pokaže, ne, koliko smo dejansko ljudje sočutni, tudi če mogoče se nam zdaj zdi, ko smo v tem malo bolj divjem času, a ne, da je vsak zase, pa to nekje kle globoko v nas pač je ta želja po povezovanju, po tej skupnosti in tako naprej, a ne, in tudi v bistvu te stvari na nek način nam to povejo, a ne, da smo v bistvu skupaj v temu, kljub temu, da imamo občutek, da smo sami. Kolikokrat si prejela vprašanje, ali pereš belo na 90 ob teh vseh premierah in medijskih obveznostih? Pa v bistvu nisem tolikrat. Ne, ene dvakrat sem me vprašala, kakšne so moje pralne navade, ampak sem kar hitro jih ustavila, da to pa res ni my cup of tea, ne, da... pa da dam vse na 40. Tako kot večina ljudi. Ok, hvala, nisem sama. Veš, koliko je važen biti ranljiv, pa da vidiš polden. Zdaj, to je bila res ena taka velika vloga. Lahko bi rekli, da zdaj vloga tvoje kariere. Ne? Ja, res je. Kako greš kot igralec naprej? Neverjetno je zdaj postavljen visoko ta letvica. Kako naprej od take vloge? Ja, dobro vprašanje. Sprašuješ kaj? Ja, se sprašujem. Definitivno pač so mi blizu, se pravi, socialne tematike. To se zdaj pač definitivno sem dobila žegan iz moje strani, ne, da ja, pač. Tako da, zdaj pa v bistvu, kar me tudi zelo zanima, so v bistvu posebne potrebe, pa otroci s posebnimi potrebami, tako da v bistvu je kle nek nov krog se mi odpira, ali pa da pripravljamo en dokumentarc z enim fantkom, ki ima avtizem. In v bistvu, ja, me vleče v to smer. Tako da to je moj tak korak, v bistvu samo usmeritev je bilo s tem filmom. Zdaj, kaj pa bo, a ne, še naprej, pač film gre zdaj šele v svet zares. In seveda pač upaš, a ne, da bo še kakšna nova vrata se ti odprla, oziroma da zaupaš, da niso zaklenjena, a ne, pa da jih potisneš, pa da prideš skozi, no. Se mi zdi ena taka lušna prispodoba tega, ne, ko mi zagledamo vrata, ki so zaprte, rečeš, zaklenanje, pa jaz ne, spreveril, če je zares zaklenen, ne, ali ti morajo odpreti vrata, ne. Rdečo preprogo. Ja, se to, ne, lahko tudi ti probaš sam potisniti. Tako da kle sem v bistvu zdaj na tem izzivu, kje potisniti kaj. Pa že prihajajo kakšne ponudbe? Neka audicija je zdaj za en nov film, ampak ni pa še toliko, ni pa še nekaj ni še, se mi zdi, da to še vse, to je zdaj tako, da smo dali zdaj seme v zemljo, a ne, in zdaj to kali, a ne, in pač se ne vidi takoj, a ne, kaj bo zrastel ven, ampak jaz zaupam v ta proces. Koliko si pa sama sebi vseeno pustiš uživati v tem uspehu, da se okopaš v tem občudovanju, ne, verjetno je posebne vrste doživeti. Sploh mi je lepo v bistvu, ko me kakšna oseba ustavlja, tudi pred delom me je ena od vaših novinark ustavila, pa so si v bistvu dali roko, pa, a ne, in je en tak lep moment tega povezovanja, tako, tudi ta del mi je zelo všeč, tako, ko je 1 na 1, a ne, ko je lahko ta izmenjava na nek način. Zdaj, ko so pa te bile velike premiere, pa veliko ljudi, pa je tudi bilo ful lepo se približati, ampak je pa lahko tudi, recimo, da veliko energij za
usmerjati oziroma sprejemati in je kdaj lahko tudi naporno, tako da je pa takrat se moram zelo prepričati, da to je v redu in da uživam v tem, v tej izmenjavi, a ne, ampak je, ne vem, vsaj jaz kdaj začutim, ker te zdaj vsi ljudje gledajo, pač vse se projicira neka energija na te, tudi mogoče pričakovanja ali pa neke ideje, kdo ti si in tle se je pač vse fajn mal zaščititi, li zato, da lahko potem praznuješ z njimi, a ne. Ljudje, ki delijo svoje kakšne težke življenjske izkušnje zdaj s tabo, imajo občutek, da se ti lahko odprejo? Ja, imajo. Dejansko se mi je velikokrat, že v Sarajevu se je to zgodilo, ker en gospod v bistvu rekel, meni se je tudi to zgodilo, pa je dal glavo na mojo ramo, tako se mi je zdaj ful tak, res, tako je bil mehek, da gotovo. Pol me recimo tudi v Celju, ko sem nekje zabluzila na cesti, pa sem šla pol ven iz avta in me ena gospa prepoznala in je rekla, da je tudi ona dala to skozi in pač, da se zahvaljuje celotni ekipi za to, a ne. In v bistvu pa rečeš, zato sem se zgubila, a ne. V tem Celju, da sem s to gospo se lahko pogovorila. Tako da v bistvu te so res lepi trenutki. Ja. Kdaj pa vidiš ljudi, ki v bistvu sploh ne vidijo tebe, ampak res samo to vlogo in se res pogled se spremeni, ne. Če jaz zdaj tebe gledam tako, zdaj pa, ko imam to, kar sem jaz videla, kar ti delaš pa, ne, je pač je že en čist drug, prav druga energija, drug občutek, tako da je posebno, no. Se mi pa zdi zdaj skozi pripovedovanje, da vedno iščeš neke višje pomene tudi v dogodkih, ki se ti zgodijo v življenju, ne? Ja, drugače se kdaj tudi pripisovati pomen je tudi velik križ, ne, ke zdaj, ne, lahko tudi pač napačna interpretacija ali pa ke si prizadet, pa ne, zdaj neki so občutki, neki so psevdoobčutki, občutki z mislimi, a ne, to, kar se zdaj učimo, nenasilni komunikaciji. Ja. Kolikokrat pa še ubesediš te stvari? Izdala si tudi eno tako zanimivo knjigo z naslovom, kako že, Teme o svetlem ali svetloba v temi? Ali so teme? Teme o svetlem ali svetloba v temi. Okej. Ja, to spet že sam naslov nakazuje na to, da se v bistvu igram z besedami. Rada imaš slovensko besedo, slovenski jezik. Noro, zato ker je v bistvu zelo, sem zdaj spet, a ne, iz tega mojega aspekta, a ne, kaj izgledam, da v bistvu nekaj višjega vedno, a ne, v bistvu naš jezik, slovenščina, v bistvu ima zelo veliko podobnih besed s sanskrtom, a ne, to je tudi najstarejši jezik zares. In v bistvu zelo bogat, v smislu tega, da, ne, recimo, en citat mi je super, takrat se je zgodil, ko sem v bistvu glih po tej delavnici, ko smo merili to srčno koherenco, a ne, če nisi zaveden, boš zaveden. Se pravi, že samo, a ne, premik, a ne, tega naglasa, a ne, v bistvu totalno diametralno nasprotje. Ampak sočasno pa v bistvu tudi naš jezik res vsebuje toliko enih, v bistvu besede so tako lepo povezane med sabo, da se v bistvu lahko spoznavamo dejansko neko življenjsko resnico znotraj njih, a ne. Vrednost, vrednota, a ne, je v bistvu zelo sta povezani med sabo, a ne. V angleščini tega ni na nek način, a ne. Ali pa recimo, pa tudi ta naš del, a ne, Jugoslavije, recimo, a ne, v bistvu mi rečemo, ko ni nikogar, a ne, mi rečemo, ni žive duše, a ne. Pač Američani, pač angleško govoreči predel vedno reče there's nobody, a ne, grejo na telo, mi gremo na dušo, a ne. V bistvu se mi zdi tako, da smo dejansko dosti nagnjeni k duhovnosti, a ne, in tudi duhovnost, duhovitost, koliko sta blizu, a ne, se pravi, to ni zdaj neka resna stvar, pa ne, vsi, ampak je v bistvu igriva, to je živ duh, a ne, duh, ki se vije, bitost, a ne, duhovitost. In še ogromen je teh, ne vem, besed, recimo, pač en citat, ki je tudi moj eden izmed ljubših iz knjige, pač, če tudi ti spodleti, se spod lahko še vedno leti, a ne. Tako, in v bistvu kako se lahko tudi slovenskim jezikom zelo pomagamo, res je bogat jezik. In se mi zdi, da ga premalo cenimo na tak način, no. Ja, se mi zdi, da tvoji možgani so vedno v pogonu, iščejo kakšne povezave, kdaj pa najbolj počijejo, ko poslušaš svoje srce, kdaj si možgani odpočijejo. Tako, to je tudi ta Miro Ripoče prav, to je en učitelj, da ti našemu opičemu umu, monkey mindu, ne moraš dati neko nalogo. In v bistvu sem se dolgo časa izogibala temu, da pač se ukvarjam z dihom,
Ampak zdaj pa enostavno, sem videla, da drugače ne gre, kot da pač treniram dih, pač različne tehnike. In to je v bistvu takrat, ko se res moj dejansko izklop in da potem lahko ga nadaljujem v meditacijo, zato ker prej sem meditirala, in nisem znala zaposliti te opice, in je ona zdaj obračala stvari in zdaj na začetku, ko to začneš, še identificiraš s temi mislimi, tako da ti znerviran prideš iz meditacije ven, in rečeš, kva je to, da je bejša, veš, to je kren šit, šokantno pač, mora biti malo. Ampak, potem pa je pač to proces itak, da se najprej identificiraš z njimi, zdaj pa v bistvu pač, da jih spremljaš, da jih obzerviraš, ali pa celo pač, da ti uspe biti brez misli, je pa čudovit občutek. Tako, ampak je treba natrenirati, težko, da se samo od sebe zgodi. Oziroma se samo od sebe zgodi, takrat, ko si vesel, ko ti nekaj rata, takrat ti ne razmišljaš nekaj velika, ti takrat uživaš, užiješ to. Medtem ko pač, kaj pa nekaj mogoče bolj neprijetnega, pa vemo, kako se ta hrček, jaz mu rečem, tudi v možganih, kako vrti zdaj to kolo. Tako da, klej pa recimo dih, narava. Tam se tudi ti umiriš? Zelo. V naravo in? Mislim, vsak dan narava. 1 uro narave na dan je pač za mene zelo pomemben. Oziroma, za mene je zdravilen, ali pa vsaj to, da se zreguliram nekako. Zdaj, prej sva snemali, sem te že vprašala, pa te bom še enkrat. Bi rekla, da si skozi to vlogo, Bronje, da si zdaj bolj opremljena v življenju za kakšne težke situacije? Da te je to malo pripravilo? Ja, jaz mislim, da ja. In da tudi, tako, ko zdaj pogledam svoje življenje za nazaj, me je tudi v bistvu treniralo vse to za to vlogo, Tako da v bistvu res en božji načrt zadaj, ali pa pač načrt više, ali pa usoda, ali pa kakorkoli pač. Jaz verjamem. In v bistvu, da ja, pač čas izkaže svoje, Tako da biti pa potrpežljiv, pa ne iskati bližnjica, mogoče bližnjica včasih daljšenca, sploh če je slepa ulica, pa treba iti nazaj, pa potem po tej poti svoji. Greš rada s tokom ali imaš rada cilje jasno postavljene? Moj bi zelo bil vesel, da reče, pri 35 bo tole, pri 36 bo to, da je kao on pripravljen, ampak v bistvu to ni point življenja. Point je lih to, da kako greš s tokom, oziroma pač ne moreš biti, mislim, jaz ne uspem biti vedno zdaj, ne vem, enim je uspeva, da so ves čas v toku. Jaz pa v bistvu pač se zdaj učim prepoznavati, daj sem, kdaj pa tudi v bistvu delam, zato ker mislim, da moram nekaj narediti. In to je, sploh tam moram, da je ven, ampak želim, in ti bo že za 1-2% lažje, Tako, res, da si poskušamo olajšati življenja, ker itak je že dosti zakompliciran, Tako da ja, to se mi zdi, da je vse prenesel s sabo. Že moje življenje, potem pa ta vloga, pa v bistvu iniciacija na nek način, tako bi lahko rekla, ja. Kako se pa znajdeš kot ženska v tem igralskem svetu? Se ti zdi, da ste pod večjim pritiskom igralke? Da je težje dobiti vloge, da je manj vlog, da so časovno, starostno omejene, vsaj v tujini je to zelo jasno videti. Ja. Imamo nekaj igralk, ki so že 40 let videti isto. Ja. Kako se znajdeš na tem parketu kot ženska? Ja, definitivno nekako na nezavednem, ti se vedo vse te pričakovanja tega, kaj igralski poklic naj bi bil, kaj naj bi jaz bila, definitivno udira na trenutke. Ampak po drugi strani je pa to samo moj poklic, to nisem jaz. Spet se ne identificiram samo s tem poklicom, tako da to je prva stvar, da si v bistvu na nek način dovoliš, tako vsaj jaz vidim, da si dovoliš, da v bistvu življenje tudi pokaže, kaj si, mislim, tvoj obraz recimo, da pokaže, kaj si doživel. Ja, veliko sem se smejala, ja, veliko sem razmišljala, zakaj bi jaz to hotela brisati zdaj, Če sva prej, ko sva rekla za 40 let iste, na nek način sem predvidevala, da tudi zunanji videz je... Ja, ampak tudi se mi zdi, da pa vsem, da prehajamo v čas, se mi zdi vsaj iz moje strani, da je bolj postaja transparentno, da nekaj, kar zgleda, še ne pomeni, da deluje. In zdaj smo v bistvu nekako na tem pragu, da sem odločila, čakaj, a zdaj je samo važno, da zgleda, tudi če navznoter razpadam, ali pač dovolim, da to razpade in v bistvu zaupam, da se bo na novo sestavila. In tako jaz po moje tudi vidim, tudi naš poklic, kdaj pa se zgodi, da ti nimaš
nobene novega izziva, nobene priložnosti, a ne, ampak takrat zdaj, ja, lahko se pritožujem, pa rečem, to ni fair, pa moški imajo več vlog, ali pa tako, a ne, čeprav se mi zdi, da tudi to se, a ne, spreminja, da v bistvu, ja, prav rahljajo se te strukture, ki so do zdaj bile res, a ne, pač Marilyn Monroe mora biti vedno perfect in vedno vse skup, pač tam pa na povrinih pa pitaj Boga, kaj vse pojedla. Dobro, sem malo zabluzila. Tako da v bistvu se mi zdi, da lahko te pritiski vplivajo nate, če ti misliš, da je to edini način, s katerim ti lahko izpolniš samega sebe. In jaz mislim, da to ni res, a ne. To je spet pač na nek način pogojevanje, ne. Če bom še vedno mlada izgledala, bom privlačna, bom dobila vloge. Če bom suha, a ne, me bojo najeli. Če bom debela, me ne bojo. Če bom prijazna, me bojo poklicali še. Če bom pač nesram, dobro, čeprav ta je res, a ne. Ljudje pač radi delajo z ljudmi, ki imajo pač, se mi zdi, da en spoštljiv odnos. Ampak taj pa tudi ti ne uspe, a ne, če je nekdo nespoštljiv do tebe, zdaj, kako biti zdaj spoštljiv. To so pač vse te izzivi. Tako da ne vem, kako se pa jaz znajdem v vsemu temu, pač poskušam se prepustiti, zato ker velikokrat sem se kregala, ne, zakaj me mečeš v to, a ne, jaz imam rada, da sem zase, imam rada svojo intimo, jaz sem introvert, ne. Pač v bistvu smo vsi oboje, a ne, pač samo enkrat imamo eno obdobje bolj več manj, no, vsaj tako jaz mislim. Ampak pol, ko sem se v bistvu pomirila z vsem tem, in sem rekla, okej, če je to res moja pot, pač valjda bojo finance do neke mere štimale, pač daj bo up and down, ampak sem pripravljena vse to sprejeti, zato ker če me s tem nekako življenje mene uporab, ne da jaz uporabljam življenje, ampak da življenje mene uporab, pol se moram tule prepustiti in sprejeti to. Kljub temu, da sometimes I don't feel like it at all. Kdaj z menstruacijo iti na oder v bodiju in igrati privlačno, zapeljivo, tebe pa šraufa noter, not cool. Ampak to so vsi so to taki izzivi, kjer v bistvu vidiš, da se da. Samo to. Da sem tudi to preživela. Sicer sem pol, ja, po takem dnevu se potem moraš regenerirati, moraš znati zdaj, a ne. In to je v bistvu, kako se znajdete v tem poklicu, a ne. Mislim, ne vidim tega toliko, kot zdaj, kako sebe iztržati na polno in zdaj postati obraz vsake kreme, ne. Ampak v bistvu, kako zdaj to uporabiti za nek vpliv v družbi, kjer v bistvu smo, a ne, v enem pač precepu. Se mi zdi, da je to bolj moje poslanstvo, kot pa pač imeti perfect skin, pa sem stout na to. Večna mladost. Potem čutiš to odgovornost, ja, da je to več kot samo. Absolutno, pa jaz tudi z leti čutim, meni je vedno boljš. Jaz sem pri 18 se počutila staro 40, res. Jaz nisem, in tudi moje telo, meni se zdi, da je pač bolj mladostno zdaj, pri 30, ne, kot pri 18. Zdaj povej meni ti to logiko, kaj je v tem, ne, in to je pač po moje ta skrb zase, ne. In potem tudi, da se ti, če se staraš, da se staraš kvalitetno, ne da si se zgonil do 40-ga, a ne, kon, ne, takole, a ne, enkrat eventuelno pač se zgodi to, pač, ne, moj prijatelj prav, če pač ti ne daš te maske sam dol, ti bo en zbil s face, ne. In je bolj in to jaz mislim, da to je moj izziv v tem poklicu in na tem svetu tudi danes, no, kar opažam. Tako da. Ja, nič leja s temi globokimi mislimi, sva počasi midve prijahali do konca najnega pogovora. Jaz sem res iskreno hvaležna, da si vzela čas, da si z nami delila svoje misli, svoje doživljanja. Z veseljem. In vse dobro ti želim, kamorkoli te bo pot zapeljala. Hvala, Petra, tudi tebi in upam, da se vidimo še kaj. Ja, tudi. Okay. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.